No, daj se razburjaj, daj se razburjaj. Tretjo etapo smo začeli v Baleari, v sončni Emiliji-Romaniji. Pred nami je bilo 95 km in 1660 višinskih metrov. Prvi resnejši preizkus nog oziroma zmogljivosti baterij električnih koles. Jutranji kilometri ob obali skozi letovišča Balearija, Igea Marina, Torre Pedrera, Viserbella in Viserba so bili lahkotni. Po prečkanju reke Marečija smo stopili v Rimini, živahno letovišče s približno 150 tisoč prebivalci. Tu so Rimljani že v 3. stoletju pred našim štetjem postavili kolonijo Ariminium, na kar spominjata Tiberijev most in Avgustov slavolok. Po kolesarski poti tik ob reki Marešija smo nadaljevali do Ponte Veruscella, nato pa po cesti do Dogana di Veruscio 1, kjer smo zapustili reko in zagrizli v 8-kilometrski klanec proti San Marinu, peti najmanjši državi na svetu, ki meri le 61 kvadratnih kilometrov in ima približno 34 tisoč prebivalcev. Vzpon skozi Guardicolo in Acquavivo nas je pripeljal v Borgo Marigone, nad katerim se mogočno dviga staro mestno jedro kot kamnita utrdba, postavljena med oblake. Najhitrejša pot v zgodovinsko središče San Marina je žičnica, ki v nekaj minutah premaga 166 višinskih metrov. Sprehod po ulicah najstarejše republike na svetu nas je povsem prevzel. Ozke, kamnite uličice, katedrala, 3 stolpi Guaita, cesta in Montale ter osupljivi razgledi, ki segajo vse do Jadrana. In že smo bili znova v Italiji, v deželi Marche. Spust skozi Montelizzano, Porgo do Mercatonina Conca je bil dolg 5 km. Po prečkanju reke Forglija nas je čakal še zadnji izziv dneva. 10-kilometrski vzpon s približno 300 metri višinski do cilja. Skozi Chieti in Gadano smo prispeli v Urbino, mesto z okoli 15 tisoč prebivalci, ki leži v pokrajini
Pesaro in Orbino v deželi Marke. Bili smo utrujeni, a zadovoljni, da smo uspešno zaključili še en dan našega kolesarskega potepanja po Apeninskem polotoku.